Spoštovani, lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Zelo vesela sem, da imam priložnost predstaviti moje dosedanje delo v okviru projekta, ki ga vodi dr. Ana Cergol-Paradiž. Gre torej za vmesne rezultate oziroma kratek pregled področij, ki se jim nameravam v prihodnosti posvetiti, na katerih v bistvu bo temeljila moja raziskava. Trenutno se posvečam predvsem analizi diskurza v medijih, v tem psevdoznanstvenem, znanstvenem tisku. V drugem delu raziskave pa nameravam vključiti še arhivsko gradivo, tako v zvezi z vojnimi sirotami, kot tudi pač z otroštvom v času vojne neposredno po njej. Če je v okviru projekta in v bistvu tega simpozija tudi primarna pozornost posvečena predvsem odnosu mati-otrok, se jaz nameravam posvečati predvsem manjkajočemu členu v tej enačbi, in sicer moškemu oziroma očetu, in to v obdobju, ko je bila odsotnost tega moškega, tega očeta izjemno očitna. Posvečam se namreč obdobju prve svetovne vojne in časa po njej, ko je že sicer prišlo do pomembnih sprememb v medosebnih odnosih in vsakdanjem življenju družin. V zgodovinopisju se je za to obdobje uveljavil termin družba brez očetov, ki po eni strani označuje spremembe, ki jih je povzročil pač vpoklic moških v aktivno služenje vojske, nato številni mrtvi in pogrešani družinski očetje. Po drugi strani pa me zanima tudi simbolna degradacija moških, ki so iz različnih razlogov vojna leta služili oziroma preživeli doma. S to odsotnostjo očetov je seveda povezana nova vloga žensk in nova, bom dala v navednice, vloga žensk in mater v družbi. Torej, to vsekakor ni nova tema. Zdi se, da ta želja oziroma dobi pač nov zagon, vsakokrat po vsakem nekem vojnem spopadu se obudi interes za raziskovanje te tematike, tako da so se z vplivom odsotnosti očetov že aktivno ukvarjali. Na Slovenskem bomo mogoče to temo še razširili. Že v takratnem, že sodobniki so poudarjali razdiralen vpliv odsotnosti očeta, predvsem na odraščanje dečkov. Zdi se, da te raziskave dobivajo v zadnjem času še eno dodatno komponento, ko se raziskuje vpliv smrti očeta, zgodnjega stresa, torej že in uteralnega stresa in pač stresa, ki naj bi ga mati po smrti očeta prenašala na otroka, torej te podedovane družinske travme, in se raziskuje vpliv vsega tega recimo na pričakovano življenjsko dobo teh preživelih polsirot, na njihove zdravstvene težave in tegobe, s katerimi so se potem soočali skozi svoje življenjsko pač obdobje. Ena od večkrat poudarjenih tez, tukaj, to je tisti simbol, se pravi možat, moški, junak, ki gre v boj za to, da brani otroka in ženo. Ena od večkrat poudarjenih tez, kot sem rekla, je, da so ženske s prvo svetovno vojno prestopile prag domače hiše in stopile na trg dela in začele preživljati svoje družine. Zdi se, kot da je družba v tistem času odkrila fizično delo, ki so ga ženske opravljale, čeprav recimo vsaj na podeželju je to dejansko obstajalo pač že od nekdaj, torej ni to tako nov fenomen in tako zelo, torej žensko delo ni tako nov fenomen in tako zelo povezan s prvo svetovno vojno, kot se ta vtis pač ustvarja. Na trgu dela
je resnično prišlo pač do sprememb v samem pač vojnem obdobju, nato pa se je izkazalo, da so te spremembe bile vendarle kratkotrajnejše, kot se je sprva domnevalo. Po vojni se je zaposlovanje namreč kmalu vrnilo v predvojno stanje, ženske so ponovno večinoma ostajale doma in strahovi moških, da bodo morali skrbeti za otroke in gospodinjstvo, medtem ko bodo žene še naprej odhajale v službo, se niso uresničili. Avtorje časopisnih člankov, tudi v ženskem časopisju, predvsem seveda v Katoliške moraliste, je še bolj skrbelo dejstvo, da bo prišlo do trajnih sprememb v ženskem načinu razmišljanja, da se bodo bolj zavedale lastne vrednosti in lastnih pravic kot dolžnosti, tako da celo žensko časopisje spodbuja ženske, naj se, če res ni nujno, po povratku moža odpovejo službi, znova postanejo matere in gospodinje. Tako da lahko rečemo, da so bili poleg moških ob izbruhu vojne da so bile simbolno upoklicane tudi ženske in otroci. Ženske naj bi prevzele po tem diskurzu skrb za preživljanje družine, skrb za družinska posestva. Otroke so pozivali k donacijam denarja, k izdelovanju nogavic, rokavic, k nekim materialnim prispevkom. Predvsem pa jim je propaganda nalagala, naj svojo vlogo v vojni odigrajo doma, torej z učenjem, vzornim vedenjem, visoko moralo, da bodo s tem najbolj pomagali vojskujočim se očetom, da bodo ti lažje prenesli vse žrtve, ki jih je vojna zahtevala od njih. Otroci naj bi bili simbol prihodnosti, upanja na svetlejšo prihodnost, ki naj bi prišla po koncu spopadov. Otrokom privzgajajo ljubezen do uniforme, do spoštovanja avtoritet, poslušnost in privzgajajo, potem jih navajajo na izpolnjevanje ukazov. To so bile neke idealizirane podobe, ki so se širile tudi preko šolskega sistema, ampak bolj se zdi, glede na poročanje časopisja, da so bile daleč od realnosti. Avtorji vse bolj izražajo dvom, ali so ženske sposobne izpeljati vse te naloge, ali so sposobne prevzeti pač vse vloge v času vojne, torej preživljanje otrok pogojno še, vzgoje zlasti dečkov pa očitno nikakor. Zato so se leta odsotnosti očetov in mož naj bi imela nepopravljive posledice. Matere niso mogle oziroma naj ne bi mogle nadomestiti očetove funkcije, očetove trde roke. Otroci naj bi rasli brez prave avtoritete, brez usmeritev, bili naj bi prepuščeni ulici, seveda matere so odhajale od doma na delovna mesta, otroke so prepuščale pač same sebi. S trajanjem vojne je navdušenje nad spopadi vsekakor ugašalo, najdemo poročanja o tem, da so otroci vse bolj bledi, podhranjeni, uresničujejo pa se tudi najhujši strahovi higienikov, da otroci postajajo ne samo bledi, ampak tudi podivjani in degenerirani. Tisti, ki so se vračali, pač možje, ki so se vračali iz front, so lahko opazili, da se je njihov položaj na družinskem prestolu, da ga je simbolično zasedla žena. Torej, da prihajajo v domove, kjer jih njihovi lastni otroci dojemajo kot tujce. Imamo tudi pričevanja otrok, ki so bili pač po povratku tega očeta moža zgroženi, to je bil tujec, ki je vdrl v njihov svet, ki ga skoraj niso poznali, ki je spremenil njihovo družinsko dinamiko, jih oddaljil od matere oziroma jim simbolično mater vzel, od njih zahteval poslušnost, ubogljivost, tako da je tukaj prišlo do ene take velike rupture, tako da ta povratek očeta in moža je velikokrat ni prinesel takega olajšanja in sreče, kakor bi bilo mogoče
pričakovati. Celo v družinah, kjer oče ni bil odsoten, so zaznavali, da se je avtoriteta moških skrhala. Že dejstvo namreč, da je vojno preživljal doma, je postavljalo pod vprašaj njegovo pravo moškost in sposobnost, ali je sposoben poveljevati lastni družini. Torej, bali so se, da bo ta odsotnost, da bo odsotnost moških povzročila nek val delinkventnosti, kraj, vandalizma, prostitucije, alkoholizma, da bodo ti otroci, ki so bili zaznamovani pač z odsotnostjo svojih očetov, pahnjeni v en vsesplošen moralni propad. Druga problematika, ki zaznamuje diskurs obravnavane dobe, je vsekakor strah pred padcem rodnosti, kar se je seveda zares dogajalo. V našem časopisju zasledimo oziroma pri piscih, da se je v prvih letih vojne rodilo kar 1,5 milijona manj otrok kot v obdobju miru. Podobni podatki obstajajo tudi za Francijo in za druge države, ki so bile vpletene v spopad. Torej, pišejo o nerojenih otrocih, pišejo kot o svojevrstnih žrtvah vojne, torej, ko seštevajo padle vojake, radi prištejejo še ta 1,5 milijona ljudi, ki bo prej ali slej pač odmanjkal. Škoda naj bi bila na tem področju nepopravljiva. Torej, kaj je bilo še bolj problematično, je, da so začeli opažati, da slabo seme ni bilo več izjema, ampak pravilo. Kaj je bil razlog vsemu temu, ne? Ob mobilizaciji moških je bilo jasno izraženo dejstvo, da je sodelovanje v boju in pri obrambi domovine moško. Torej, to so ti, ki odhajajo na fronto, so pravi moški. In ta nabor je ločeval zrnje od plev. Vojna naj bi naredila moške bolj moške, nesposobne že pa dokončno razgalila. Tako da se je naj bi vojna med moškimi ustvarila novo hierarhijo, ki je temeljila pač na telesu, na nekih fizičnih sposobnostih. Bojišče je bilo nov pravičen svet, brez socialnih in ekonomskih razlik, vse odvisno zgolj samo od posameznika in njegovih sposobnosti. Tukaj torej najboljši odhajajo na fronte in umirajo. Kdo torej ostaja doma? Kdo ima torej dostop do žensk? Po takratnem diskurzu so bili to moški, ki so bili na naboru zavrnjeni. Razlogi za to so bili seveda lahko različni. Kriteriji, kdo je sposoben za vojsko, so se ves čas vojne spuščali, ampak dejstvo je, da veliko mož nikoli ni videlo bojišča. In več časa, kot so ti spopadi trajali, bolj nestrpna je bila okolica do moških, ki so bili v času vojne doma. Podobe tistega, ki je bil označen za nesposobnega in celo tistega, ki je opravljal neko civilno služenje po navodilih oblasti, so se vse bolj mešale s podobo dezerterja. Tako da in vsem tem se je seveda potem pridružila vse večja množica ranjencev, ki so se vračali s fronte, ki so bili telesno prizadeti in torej tudi nesposobni preživljati svoje družine. Moški, ki so bili zavrnjeni iz zdravstvenih razlogov, so bili seveda že itak prizadeti in osramočeni, ker so veljali, poleg tega, da so veljali za neprimerne za služenje vojske, so veljali tudi torej označeni kot nekakšni neprimerni nosilci dednega materiala, torej stigmatizirani in odrinjeni. Higieniki in evgeniki so nelagodje v družbi stopnjevali, ker so opozarjali, da so ti, ki so ostali doma, neprimerni za razmnoževanje. In to naj bi imelo katastrofične posledice za prihodnost naroda. To naj bi bili moški, ki bi bili sicer v mirnem obdobju izločeni. Torej,
moški, ki ga ženska sicer nikoli ne bi pogledala, bi raje izbrala nekoga drugega, sedaj pa ima to betežnež, nesposobnež, z okvarjenim dednim materialom, odpad naravne selekcije, tako da jih je zelo skrbel ne samo padec števila novorojenih, ampak tudi padec kakovosti novorojencev, ki so od svojih očetov podedovali slab genetski material. Zelo me zanima tudi odnos torej kdo so očetje, ki se vračajo. Kakšnega sprejema so torej ti možje bili deležni in kaj je njihova, kot sem že prej rekla, kaj je njihova vrnitev pomenila za družinsko dinamiko. Skupno jim je razočaranje nad razmerami po vojni. Če so ranjeni, torej ta nov način vojskovanja je prinesel novo vrsto invalidov, pohabljencev oziroma amputirancev, ki dejansko niso mogli več opravljati svojega poklica kot prej. Torej en velik občutek nesposobnosti, poskušali so vzpostavljati svojo avtoriteto, ponovno vzpostavljati svojo avtoriteto v družini. Velikokrat neuspešno. In tukaj je ena simbolna podoba tega razočaranja, torej vojak, ki se iz bojišča vrača domov in najde svojo družino v bedi, bolne, bledolične otroke, ženo zgarano in tako naprej. Kar nekaj dela je bilo že opravljenega na analizi nasilja v družini v tem povojnem obdobju. Temu recimo imamo eno zelo zanimivo magistrsko nalogo že narejeno na to območje. Jaz sem se recimo v preteklosti tudi že ukvarjala in to gre pa v bistvu na podlagi kazenskih spisov. Teh primerov ni zelo veliko. Poleg žensk so prijavitelji pogosto tudi starši vojakov, torej bivših vojakov, ki poročajo o tem, da so se pač vrnili, da so njihovi sinovi, možje se vrnili drugačni, spremenjeni, živčni, bolni, da zapadejo v alkoholizem, da so agresivni. Veliko jih je hranilo še orožje, ki so ga prinesli s sabo in so z njim grozili bodisi staršem ali ženi in otrokom. Tako da, kar je iz teh spisov razvidno je, da se jih tretira kot bolnike, da jim je torej treba pomagati, jih zdraviti, da se od žensk, ki so deležne in otrok, ki so deležni nasilja teh vračajočih se, torej moških po povratku, pričakuje, da bodo razumevajoči, da se mu bodo prilagodili. Celo same ženske, ki najprej prijavijo dejanje, potem opravičujejo in iščejo pač olajševalne okoliščine. Tukaj so ženske malo drugače tretirane od otrok, ker sploh, ko je bilo nasilje izvajano nad otroki, je to veljalo v neko dovoljeno, kot za neko dovoljeno oziroma pričakovano obliko discipliniranja, če ni šlo res za izjemno kruto izživljanje. Tako da je to eden od zanimivih dejavnikov takoj po prvi svetovni vojni. Kot povsem svoja kategorija pa bom samo z besedo omenila, ker nimam več časa. V tem kontekstu so možje ženam velikokrat očitali, da jim je bilo lepo med vojno. Medtem ko sem jaz trpel v nekem jarku, je bilo tebi lepo, ti si samo skrbela za otroke, pri čemer so bile žrtve, torej to žrtvovanje žensk, ki so opravljale najrazličnejša dela in trpele pomanjkanje, je bilo pogosto spregledano.
sploh, kadar je okolica seveda opazila, da so ženske recimo zaradi ekstremnega pomankanja zapadle v prostitucijo ali kradle hrano, drva za kurjavo, da so si torej prišle navzkriž z zakonom, je mož po povratku to seveda pač izvedel, ženo obtoževal, da je pozabila na svojo obljubo zvestobe, da je iskala užitke, ugodje, da se jim je žena izneverila. Govorice so seveda krožile in madeža na ugledu žene ni bilo mogoče preprosto izbrisati. No in kot v tem kontekstu so posebna problematika otroci, ki so bili spočeti v času vojne, torej očitno v času moževe odsotnosti, tudi med domnevnimi oziroma dokazanimi posilstvi v nekaterih primerih. In na tem področju se potem raziskava dotika vprašanja detomorov in ilegalnih splavov, pa tudi mater, ki so te otroke potem donosile. Ženske so bile v teh primerih pogosto prisiljene oddati otroka v institucionalno varstvo. Taka sirotišnica je bila, ampak to je recimo za italijansko ozemlje, je delovala v Portogruaru, ki se je potem resnično specializirala za otroke, ki naj bi bili spočeti med posilstvom, in tukaj so se duhovniki izkazali kot posredovalce. Odstranitev takega otroka je bila namreč predpogoj za obnovitev družinskega življenja. Veljala je torej mož je imel pravico zahtevati odstranitev tega otroka in ženske so bile v to dejanje pogosto prisiljene in so ga potem doživljale kot ponovno nasilje. To so bili otroci, ki so bili recimo po povratku stari 2-3 leta, na katere so bile matere seveda navezane. In tukaj imamo res srce parajoče zgodbe mater, ki so kar naprej pisale v to ustanovo, iskale informacije. Javnost pa jih je velikokrat spet prikazovala, kot da so se jih znebile, olajšale, pozabile nanje, kar pa arhivski viri dokazujejo, da to ni bilo res. Vsaj v večini primerov ne. Tako da to je tudi ena od tematik, ki jih še nameravam vključiti in poiskati primere tudi pač za slovensko ozemlje. Tako da, hvala.